Padli smo na preizkusu komuniciranja z zainteresirano javnostjo, priznavajo v mariborskem zavetišču za živali in društvu za varstvo in proti mučenju živali. Kljub temu pa trdijo, da se v zavetišču ne dogajajo očitane nepravilnosti. Mi hočemo zdaj reševati neke čisto druge probleme preko živali. To je tisto, kar mene moti. Vodja azila pa zanika očitke o neupravičeni sobotni evtanaziji ostarele in hudobovne psičke Line, ki je bila predtem zaradi rakastih tvorb na protibolečinski terapiji in je po sobotnem sprehodu obležala v boksu. Vse nadaljne odločitve v zvezi z zdravljenjem oziroma vsemi nadaljnjimi posegi pa je sprejel veterinar, dežurni veterinar Veterinarske bolnice Maribor. Zavetišče je sicer zaradi izbruha kužne bolezni mikrosporije še vedno delno zaprto, v prihodnje pa želijo zaradi dobrobiti in zdravstvene varnosti živali delovanje bolje organizirati. Sprehajalci bodo tako morali opraviti dvourno brezplačno usposabljanje ravnanja s psi. Kako v bistvu sploh sprehoditi psa, kako ravnati z psom in te čisto kinološke tematike. Zavetišče pa bo kljub temu ostalo odprto za obiskovalce, tudi prostovoljce, ki bi želeli skrbeti za živali. Želimo si sodelovanja predvsem z prostovoljci, ki imajo kakršnokoli izobrazbo z področja veterinarske stroke, tako veterinarskih tehnikov kot študentov veterine. Zadnje dogajanje v zavetišču preverja tudi veterinarska inšpekcija, ki je prejela 5 prijav o slabem ravnanju z živalmi in neupravičenih evtanazijah. Čeprav postopki še niso zaključeni, pa prve ugotovitve ne kažejo na nezakonito delovanje azila.